najprej predstavim. Sem Jana Logar, zaposlena sem na oddelku izposoje CEK. Danes pa vam bom, kot sem že omenila na začetku, posredovala informacije o izposoji in dostopu. Glede dostopa mislim tako dostop do podatkovnih zbirk, kot tudi do portala Moja knjižnica v mojem Cobisu. In če začnemo kar pri online vpisu in podaljševanju članstva. Prosila bi vas, da mi tisti, ki se želite vpisati, pošljete potrdilo o vpisu ali pa sklep o dokončanju študija. To velja za študente, slednje pa velja za študente brez statusa. Vsi ostale bi prosila, če mi posredujete podatke iz osebnega dokumenta, na spodaj izpisana e-mail naslova, torej na jana.logar@ef.uni-lj.si ali pa na izposojo.cek@ef.uni-lj.si. Jaz vam bom poleg članstva hkrati istočasno uredila tudi dostop oziroma prijavne podatke za mojo knjižnico in pa študentom oddaljen dostop do podatkovnih zbirk. Izposoja in vračanje fizičnih gradiv v tem času sicer ni možno, je pa seveda možen vstop do elektronskih podatkovnih zbirk, kjer se skriva tudi bogastvo res številne in kakovostne znanstvene literature. In naj vas na tem mestu že kar zdaj povabim na jutrišnje predavanje, ki ga bosta imela Lidija in Matic, glede oddaljenega dostopa in pa glede uporabe Dikula, to je digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani. No, konec koncev tudi danes, predavanju, ki sledi moje oziroma predstavitvi, bo Martina povedala nekaj glede dostopa do e-knjig v okviru uporabnosti e-tutorja. Tako da lepo vabljeni tudi na ostale predstavitve. Zdaj, glede rezervacij, ki jih boste naredili v Cobisu, te bodo vidne, obdelane bodo pa šele, ko bo knjižnica spet odprta. Podaljševanje roka izposoje je tudi seveda možno, če mi pošljete na enega izmed spodaj izpisanih naslovov, spet e-mail naslovov. Je pa res, da se zamudnina v času, ko je knjižnica zaprta, ne obračunava, tako da vam glede tega ni treba skrbeti. Torej, uredim lahko, kot sem že rekla, tudi oddaljen dostop. Uredim ga lahko tako za nove člane knjižnice, lahko že članom, ki že ste vpisani, nastavim le geslo za oddaljen dostop, lahko pa tudi ponastavimo že pozabljeno geslo, če bom jo šlo iz glave. Seveda pa lahko skupaj rešujemo tudi druge morebitne težave. Zdaj, glede portala Moja knjižnica, dodelim vam prijavne podatke, kakor sta uporabniško ime in geslo. Za študente gre za isto uporabniško ime in geslo, kot jo uporabljate pri oddaljenem dostopu, tisti, ki to že počnete. Sicer je pa uporabniško ime vaša vpisna številka, geslo je pa tisto geslo, ki ste ga dobili, ko ste se v knjižnico vpisali. Zdaj bi vam pa rada samo še pokazala, kako se ureja profil Moj Cobis. Sekundo. Tole je spletna stran Centralne ekonomske knjižnice in desno spodaj vidite, da imamo urejene bližnjice do pomembnih stvari in že prva stvar je katalog CEK. Če kliknete na, se vam odpre tole Cobis okno in desno zgoraj je moj profil Cobis. Greste na prijavo. Kliknete Mojo knjižnico, odpre se vam prijavno okno, v polje knjižnica vpišete CEK
torej Centralna ekonomska knjižnica Ljubljana, številko izkaznice, ki je, kot sem že rekla, za študente vaša vpisna številka, in pa geslo, ki je, kot sem že rekla, tisto geslo, ki ste ga dobili takrat, ko ste se vpisali v knjižnico. Kliknemo prijavo. Še enkrat kliknete na Centralna ekonomska knjižnica in vidite, prvi zavihek je gradivo, torej popis oziroma lahko si pogledate, katero gradivo imate izposojeno, katero rezervirano in tako naprej. In nam voljo so tudi še druge strani, naj mogoče omenim samo spremembo gesla, torej geslo, ki vam ga jaz določim, lahko to v bistvu spremenite po lastnih željah. Zdaj pa v bistvu, kar se tiče moje predstavitve, to več ali manj vse.